Pojdite in učite. In šli so. Dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem pogledu v misijonske dežele. Pravzaprav je del misijonskih dežel prišel kar k nam v naš studio. Doma je namreč sestra Urša Marinčič, ki jo prav lepo pozdravljam, kar po slovensko. Dober dan, sestra Urša, po jeziku, ki ga govorijo tam na tvojem koncu Ugande, bi bilo pa kako? Dober dan. Agandi. Agandi! In ti moraš odgovoriti niđe. Niđe, Tudi če si zelo slabo, moraš odgovoriti, da si dobro. A niđe je dobro. Ja, No, tako je. krasno. Jaz verjamem, da smo niđe že zdajle, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še bolj pa bomo, ko bomo na koncu spet doživeli del Ugande, ki ga sestra Urša nosi s seboj v svojem srcu, v svojih zgodbah, ki so, verjamem, da veste, povezane tudi z vami, dragi naši poslušalci, darovalci, tudi pustne sobotne iskrice. Sestra Urša namreč deluje na podeželju Ugande, podeželju, ki smo ga dobro spoznali v eni minulih pustnih sobotnih iskric, ko smo zbirali za šolo. In zdaj najprej vprašanje, sestra Urša, tule moram začeti. Kako raste, kaj je pod streho, kaj vas še čaka? Predno sva se začela pogovarjati, si mi pokazala tak pogled z ptičje perspektive na vaš misijon, ki je videti prav velik in lep. Ja, res Bogu hvala vsem vam, dobri ljudje. Naš misijon se razvija. In šola je pod streho in pravzaprav se zdaj delajo zadnje stvari. Tla se še brusijo in belimo. Hkrati smo pa že naročili tudi pohištvo, tako da smo tudi zdaj v navezi, da ga bodo prej ali slej pripeljali. Tako da dejansko bi šolo lahko že začeli. Ampak ker se šolsko leto začne z februarjem, bomo takrat potem odprli vrata. Dobro, zdaj nam še zunanje stvari, da lahko uredimo še okolico. Upamo, da bomo uspeli postaviti še igrišče za košarko, za nogomet, da posejemo pravočasno travo, da bodo mulci lahko špilali nogomet, to je itak top. Tako da ja, res z vašo pomočjo, dobroto, dejansko se sanje uresničujejo. To je tak zanimiv urnik. Februarja se začne šolsko leto. A imajo potem otroci počitnice tam po Božiču? Ali kako? Ali Ja. ni takih počitnic, kot so pri nas? Ja, so. Glavne počitnice so december, januar, se pravi 2 meseca. Imamo pa narejeno na 3 mestre, ne semestre, ne pač polovico leta, ampak 3 mestre. In ja, se pravi približno 3 mesece šole, 3 tedne počitnic, 3 mesece šole, 3 tedne oziroma potem pa pač daljše počitnice. Sestra Urša, odkar si prišla v to podeželje Ugande, se je tam okoli vašega središča začeli ste pravzaprav z eno hišo z nastanitvijo samo za vas, sestre, potem pa vzgojni center, pa zdaj šola, pa še ene stavbe. Kako hvaležni so ljudje tam? Ali dobite kakšno misel, kaj je zdaj postalo iz našega kraja, odkar ste tukaj? A radi sodelujejo? A čutijo, da je to njihovo? Ja, vsekakor so res so veseli in res so ponosni. Tako lih preden sem odhajala, me je eno stavil in rekel, sestra, res hvala. Mi smo tako veseli, da ste tukaj. Poglej zdaj to našo vas. Naša vas je zdaj kot Kampala. Ne, Kampala je naše glavno mesto, daleč od Kampale, ampak ne, ta njihov občutek, da je, zagotovo so. Kaj pa vi, sestre, kako gledate naprej? A se česa bojite? Zdaj, ko je to zraslo, bo potrebovalo tudi, ne vem, človeško gledano, veliko več vaših moči. Resno, to je res ena tak izziv, eno izgraditi, potem pa dati srce noter. Tako da tukaj pa se mi zdi, da vse res se učimo zaupati in prepuščati Gospodu in delati to, kar pravzaprav v naši Afriki je živeti iz dneva v dan. Se pravi, delati korake, ne preveč gledati na daleč, ampak reči, v redu, zdaj ta korak je to, naslednji korak je naprej in verjamemo, da če je Božja previdnost bila doslej z nami, da bo potem tudi naprej nam kazala pot, na kakšen način. Zagotovo zdaj postavljamo vsebinsko, ima Uganda svoje syllable, se pravi, to so te učni načrt, je dan, zdaj se zbiramo učitelje. Bodo domačini? Domačini, sestre bomo vodile in pa potem neke predmete, v bistvu dodatne predmete bomo potem mi vodile. Ampak za tiste osnovne pa je toliko izobraženih domačinov? Ja, zdaj, kako izobraženi, to tukaj bomo imeli
kar precej problemov, sploh zato, ker nam zdaj čist na ravni države manjkajo učitelji. Ker je vmes država prestavila, se pravi, da ni včasih je bilo tako, da si naš šolski sistem je majčkeno drugačen. Imaš 7 let osnovne šole, pol imaš pa osnovni, pa višji level stopnjo srednje šole. In zdaj, včasih se je bilo po tej nižji stopni srednje šole si lahko naredil potem samo 2 leti in si postal učitelj. In za toliko so še ljudje nekako uspeli spraskati toliko denarja, da so se lahko došolali do učitelja, da so potem lahko naprej, ker so vedeli, da bodo potem lahko začeli delati in da bodo lahko dobili finance, se zadolžili, da bodo lahko potem to popravili. Zdaj pa je tako, da moraš končati 6-letno, se pravi celo srednjo šolo, A-level, in šele potem iti pravzaprav narediti 3-letno degree. Se pravi, to je pri nas diploma. Oziroma, tako, ne. Tukaj pa potem dobi toliko denarja, da šolaš svoje otroke tako daleč, je pa velik problem. Tako da tukaj mislim, da bomo imeli kar problemov, da bo verjetno sproti potrebno spet vlagati v njih, da jih bomo lahko doštudirali. Res pa je, da je pol spet problema, ko so enkrat doštudirani, je pa v bistvu na nek način boljše za njih, če uspejo priti v državni sektor, kar bo spet državni sektor bo potreboval, ker v državnem sektorju pa veš, imaš ti plačo, noben te ne gleda, kaj delaš, kaj ne delaš, roko na srce je to. So pa tako zanimive prošnje, eno smo se prav smejali, glede na to, da smo katoliška šola, smo rekli, bomo zagotovo vzeli katoliške učitelje, Zdaj, ena od stvari, ki jih potrebujemo, ko zaprosijo za službo, je tudi krstni list oziroma kartonček imajo, In recimo imamo eno prav posebno oziroma prav specialno učiteljico, namreč bila je 3 leta pred rojstvom že krščena. Prav zanimivo, marsikaj pove taka prošnja. Sestra Urša, če dobro se spomnim tistih prvih objav, ko si odšla v Ugando, ko si se toliko ustalila tam, da si lahko že kaj povedala tudi nam, kako se imaš, kako si bila vesela, ko so otroci prihajali, pa ste igrali košarko, pa potem že čez nekaj časa so začeli prihajati kakšni računalniki, pa si imela, se spomnim, krožke tega opismenjevanja. Če zdaj prestopiva teh nekaj korakov, ki si jih omenila, da jih bo ta vaš center, da jih bo šola imela. Če pogledaš zdaj, skušaš pogledati na to, kaj se bo v vašem misijonu dogajalo čez, recimo 10 let, ko bo reč živela, ko bo dograjena, ko bodo stvari utečene, ko bodo učitelji že dobro vedeli, zakaj gre, kaj vse bo na vašem misijonu. Takrat, ko bo tak, kot bi bil, kot se šika, verjamem, da bo. Jure, jaz res ne želim preveč naprej gledati. Vem, ampak na koncu, kakšen cilj je kaj? Imeti zdaj, da bomo mi razumeli. Ena velika stavba je ta, v kateri ste sestre. Se pravi, sestre, zdaj s februarjem začenjamo tudi še en velik projekt. Namreč sprejemati prva dekleta, ki si želijo postati sestre. In to je ta naša hiša redovne vzgoje, ki temu pravimo. Torej novicijat. Se pravi, še prej pa kandidatura, postulatura, in bo to tudi ena velika stvar. Tako da zdaj se bomo nekako fokusirali predvsem na te dve. Poleg se pravi, osnovna šola in pa naša redovna vzgoja, poleg tega, da bo teklo še zmer, da bomo še zmer poskušali podpirati, srednje šolce, ker v osnovnošolce bomo, kakor se bo dal, prestavili potem v šolo, ker bo lažje, potem veš, da bo tudi kvaliteta in vse, Srednje šolce, da ne bomo kar prerezali, potem fakulteta. Zdravstvo, ko ljudje prihajajo, dejansko umirajo za stvari, ki res so zdravila, pa nimajo denarja, da bomo tukaj lahko podpirali še vedno. Potem imamo program, veliko je starejših ljudi, lahko si predstavljaš, če ti nimaš službe, nimaš penzije. In zdaj ti moraš živeti od nečesa, nimaš ne zemlje. Otroci ne skrbijo zate, ker komi skrbijo zase, še slabše. Namesto, da bi skrbeli vsaj potem za svojo novo družino, lastni otroci prinesejo svojim mamam in očetom njihove otroke, se pravi vnuke, in te predvsem babice, reve, ne morejo skrbeti zase, imajo pa še 3-4 otroke tam, od vsakega otroka, svojega lastnega otroka, enega, In potem tudi to gledamo, da pomagamo vsaj delno z malo hrane, enkrat na mesec, da lahko pridejo na misijon. Skratka, pastoralo, tukaj stvari, mi smo pa 4 sestre. Tako da, če bomo uspeli to furati, mislim, da bomo lahko kar hvaležni Gospodu za moči. Res pa je da se zdaj veselimo, da še ena sestra prihaja. Tako da nas bo, če Bog da, potem z novim letom pravzaprav 5 v skupnosti.
Jaz verjamem, da bodo cilji prišli do lepega konca in še lepšega nadaljevanja, tudi s pomočjo naših poslušalk in poslušalcev. Sestra Urša, tole je bil prvi del pogovora s teboj, nadaljevala bova čez teden dni, zdaj smo pravzaprav samo dobro začeli, ampak zato sem dal zdaj to vprašanje na konec, da sva pogledala celo naprej, ne da bomo končali v prihodnosti in verjamem, da kmalu izpolnjenih željah. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala lepa tudi v našem imenu za vedno vaš dober odziv, kadarkoli smo povezani s kako prošnjo slovenskih misionarjev in misionarjev. Sestro Uršo Marinčič pa bomo v našem studiu pozdravili tudi čez teden dni. Res toplo dobrodošli k nadaljevanju pogovora o Ugandi. Sestra Urša, hvala za danes. Najlepša hvala tudi vam, tebi Jure, in vse dobro, mir in dobro. Pojdite in učite. In šli so.